Slovenska Bistrica je preteklo nedeljo znova zadišala po poletju, dobri hrani in pijači ter prijetnem druženju. Na novem prizorišču ob Grajskem parku so namreč uspešno izvedli že 5. festival ulične kulinarike Bistriška kuhna. Prizorišče mi je všeč, predvsem je dobro, da je malo več sence, kot je bilo pretekla leta. Kar se pa tiče hrane, pa probamo različno, probamo malo žara, malo tajske hrane, potem smo probali krompir, sladice, vse skupaj. No. Predvsem je tu malo bolj domače. No. V večjih mestih je ratalo to bolj turistično, za turiste organizacija, tu pa vsem predvsem za domačine. Samo tako naprej. V redu je, samo pogrešam pa letos. Lani sem užival v langašu, letos pa ne vidim, da bi kdo pekel langeša. Ste že kaj poskusili? Ne bomo. Ne gledam, da so neke velike porcije. Super je drugačno, mislim. In tjale levo pogledujem, a tja na tistele rebre. Zaenkrat, se veste, zdaj sem drugič, zdaj malo uglejujemo, malo še preglejujemo, a tako da upamo, da še bomo prišli. Mislim, gledajte, kaj vam naj povem, meni je Bistrica eno najlepših mest. Pa sem bil že širom po Sloveniji, ampak mi je to dom in tu že ta kruze pa vse, mislim, ambient je nenormalen, mislim, hrana odlična. Jaz mislim, da če ste v Bistrici doma ali pa v občini Bistrica, pa ne prijete na bistriško kuhno, ne vem, kaj se sploh delate. Jaz sem tudi ful navdušena, glasba je super, hrana je super, res ful je lepo. Mi je všeč, da je ful placa za vsestce. Prijem večinoma samo sem, ker sem bila vsako leto zelo zadovoljna. Se mi zdi, da ni prevelike gužve, glih tako prav je, ker je cel dan in je res super aktivnost, da greš z družino ali pa sam, res poboljša tak vikend. Pa odlično je, zaradi tega, ker je bistveno več sence kot lani, ker danes res pripeka, pa ful je vroče. Hladimo se pa z Old Francem, z pivom, lokalnim iz Poljčan, ki je zelo dobro, vrhunsko, res. In kakšno hrano ste že kaj poskusili? Odlično je bilo, neki sendvič taki, ne vem pa, kako se reče. Tudi ponudniki niso skrivali zadovoljstva. Prvič je na bistriški prireditvi svoje dobrote ponujala gostilna Stari Pisker. Ja, mi smo letos prvič res, pa bi bilo škoda, če ne bi bili z vami, ker je tole scena je super, organizator se je res potrudil samo senčko, hlajenjem, z vodo, z vsem, tako da kapo dol organizatorjem. In tako se je rekel, škoda bi bilo, če nas ne bi bilo letos tule. No. Kaj pa ponujete našim obiskovalcem? Mi danes ponujamo kar tak naš železni repertoar, kar ga imamo na terenu. To so svinjska rebrca dimljena, počasi pečena, jih vidimo tule. Pa potem pikanja steak, urugvajski črni angus, oboje pride v družbi kruha, pa coleslaw, ameriške solatke. Tak, zlata klasika, ko je ne moreš zgrešiti. Definitivno je organizacija sama na vrhunskem nivoju, več kot primerljiva z ostalimi organizatorji. No? Tako da kar tako naprej. Z okusnim domačim sladoledom je obiskovalce razvajala Sladka Hajdi. Tako je, letos smo prvič z vami, moram reči, da smo res navdušeni, prizorišče nam je zelo všeč. Nismo pričakovali, da to prizorišče tako na visokem nivoju, res nam je všeč in veseli smo, da smo bili povabljeni na ta dogodek. Povemo, da sami izdelujete ta sladoled, na kakšen način torej? Tako je, sladoledi so res domači, jih izdelujem sama, prihajamo iz Lenarta, v Lenartu imamo tudi sladoledarno, sezonsko je odprta vsak dan, tako tudi vabljeni v Lenart. Tudi letos je za dobro pivo poskrbela pivovarna iz Poljčan. Ja, moram reči, da se mi bolj dopade tale plac, na katerem sem zdaj. Sploh ta lokacija, kjer smo mi postavljeni, je boljša, ker je v senčni legi. No? Tudi za pivo pa mašince malo manj trpijo. No? Drugače pa moram reči, da obisk je že kar dober, no? Glede na to, da je letos res noro vroče, no? Ampak zadeve štimajo, tako da mislim, da bo še samo boljše. Kaj priporočate obiskovalcem, katera piva? Danes mogoče za začetek, če štartajo z enim malo bolj lahkim, no, s kakim lagerjem ali pa s kakim pale alem, pa pol napredujejo na cold IPO pa na IPO, no? Ki so malo bolj aromatična piva. Še morda kakšen nasvet za prihodnja leta? Pa mislim, da kar ohranijo tale dober vibe, no? Ker se mi zdi, da se danes bo fajn dogajalo. Pri pripravi prireditve je ponovno sodeloval Zavod Makole. Obiskovalci so zadovoljni, kako vidimo, tudi obisk je dober, mogoče malo mrzlo, lahko bo bolj toplo.
Ok, drugače pa ja, mislim, da plac bo zaživel, oziroma vse ni samo bistriška kuhna, tudi druge prireditve se tudi dogajajo. Mislim, da bo prišel plac slika vredno enega zelo dobrega izraza oziroma namena. Kaj pa danes priporočate našim obiskovalcem? Da je zdaj, še kaj boljšega, taka reberca. Reberca, pa je cufana svinina, cufana govedina, goveja rebra, pa ena štručka, barbekju, tak lepo, pa en krompirček, to. In kako se je na tokratno izvedbo festivala ulične kulinarike pripravljal organizator Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica. S pridom izkoriščamo to danost, da imamo prizorišče v Bistrici, ki ga lahko uporabljamo za vse vrste prireditev. To prizorišče si želimo, da bi z leti opremili z vso potrebno infrastrukturo. Iz prireditev iz decembra je tu dovolj električne energije, tudi vodna postaja in ostala infrastruktura. Manjka še recimo javna razsvetljava. Ta oporišča, ki so decembra služila za praznično razsvetljavo, pa koristimo kot pripomoček za senčenje, saj je danes res vroč poletni dan in potrudili smo se, da po svojih najboljših močeh, da čim bolj se zavarujemo pred soncem. Sicer smo si lepega vremena želeli, ampak ja, je res vroče. Ampak mislim, da smo se dovolj potrudili, da je dovolj sence. Seveda tu nam zelo gre na roko tudi bližina grajskega parka, ki daje svežino in pa v bistvu te stare platane. Tako da jaz mislim, da so pogoji kljub vročemu dnevu odlični za to, da Bistričani pridejo in poskusijo dobrote iz festivala bistriške kulinarike. Mislim, da je letos najpestrejša ponudba, 5. zapored organiziramo bistriško kuhno. Imamo 5 novosti, se pravi imamo mednarodno kuhinjo, orientalsko kuhinjo, tajsko kuhinjo, ameriško kuhinjo, mediteransko kuhinjo, ameriški žar in tako naprej. Sladki priboljški za najmlajše in pa seveda pestra ponudba napitkov. Za tak vroč dan, ki je danes, pomagajo domač pivovar, mojster, ki kuha različne kavne, koktejle in napitke. Imamo tudi 2 ponudnika Ritus Znojčana in ostalih bistriških vin, tako da ponudba je res pestra, tako v kulinaričnem kot tudi v ponudbi pijač. Se je ob tem morda porodila že kakšna ideja za prihodnje leto? Ja, vedno je precej improvizacije, lahko je vreme slabše, če je takšen vroč dan, kot je danes. Seveda se prilagajamo, stremimo k temu, da vsako leto nekaj dodamo, da poskusimo še popestriti ponudbo. Letos je z nami tudi DJ Karčik, ki skrbi za prijetno poletno vzdušje, tudi sponzor Kokta, ima tam svojo plažo, svoj paviljon. Če bi bil naslednje leto tak vroč dan, bi rekel, da je potrebno narediti kakšno pršenje za zniževanje temperatur, ne? Pri ponudbi pa je vsako leto kaj dodamo.